V Sloveniji se vse več dogaja na področju inovativnosti. Dobili smo festival inovativnosti, območne gospodarske zbornice vse bolj zavzeto pripravljajo natečaje za inovacije. Med prvimi v Evropi smo se začeli ukvarjati z inovativnostjo v medijih. K temu gibanju v Sloveniji neposredno prispevajo tudi poslovni ritmi. Ritmom inovativnosti sledijo tudi inovativni poslovni modeli. Eden izmed njih je tudi poslovni model 8+1 ključnih poslovnih odnosov. Pa poglejmo. V poslovnem sistemu imamo 8+1 ključnih poslovnih odnosov in učinkovito upravljanje le-teh pomaga vodstvu, zaposlenim in tudi vsem ostalim deležnikom, da lahko plodno sodelujejo v procesu nastajanja dodane vrednosti. Ti poslovni odnosi so 4 notranji poslovni odnosi, in sicer odnos do vizije in poslanstva, notranji odnosi odgovarjajo na vprašanje, kako bo podjetje poslovalo. In sicer predstavljajo tako imenovano žensko energijo oziroma yin energijo. Medtem ko dodatni 4 zunanji poslovni odnosi odgovarjajo na vprašanje, kaj bo podjetje v resnici delalo in so simbol za moško oziroma trdo energijo. Yang. Zunanji odnosi so ključen med vsemi temi odnosi pa je tudi 9. odnos, to je odnos do samega sebe. Kajti vse se začne in konča v resnici pri nas samih. Danes si bomo podrobneje pogledali odnos med vodstvi in zaposlenimi. Da bi lahko dobro razumeli, na kakšen način se je razvijal, se razvija in se bo razvijal odnos med vodstvi in zaposlenimi, si najprej poglejmo vse skupaj v luči evolucijskega poslovnega modela. V razvoju poslovnih sistemov ločimo 4 ključne evolucijske faze, in sicer prva faza, tako imenovano delovno okolje, druga učeče okolje, tretja misleče okolje in četrta tako imenovano ozaveščeno okolje. Vse 4 faze v resnici delimo na osnovi ključnih vzvodov in virov, ki ustvarjajo dodano vrednost oziroma zagotavljajo zmagovalne faktorje na trgu. Tako pri delovnem okolju ustvarja dodano vrednost delavnost, pridnost. Zmagovalni faktor pa zagotavlja produktivnost. Višja je produktivnost, boljša je lastna cena in seveda večja je konkurenčna sposobnost na trgu. Pri učečem okolju se to spremeni, kajti ko je dovolj podjetij začelo obvladovati produktivnost, je moral menedžment najti nove vzvode za ustvarjanje dodane vrednosti in za zagotavljanje zmagovalnih faktorjev na trgu. Stroji tega niso bili več sposobni dajati poslovnemu sistemu, zato se čedalje bolj vračamo nazaj k človeku in v učečem okolju oziroma v drugi evolucijski fazi postaja vse bolj pomembno znanje. Z dodajanjem znanja pa se je vse bolj začela sistematično izboljševati kakovost. Tako produktivnost postane vstopni faktor in kakovost prevzame vlogo zmagovalnega faktorja. Pa vendar, danes v poslovnih okoljih je vse več poslovnih sistemov, ki dobro obvladujejo tako produktivnost in kakovost. Zato so se morali vzpostaviti novi viri in vzvodi za dodano vrednost in za konkurenčno sposobnost na trgu. Znanje se je nadgradilo s kreativnostjo. Kakovost pa je kot zmagovalni faktor nadomestila inovativnost. Pri ozaveščenih okoljih
pa se kreativnost in inovativnost nadgradita z življenjsko energijo in intuicijo. In prav v tem je umetnost vodenja, umetnost menedžiranja, da znamo ugotoviti, v kateri razvojni fazi se naše podjetje pravzaprav nahaja, še bolj pomembno, v kateri razvojni fazi se nahaja trg, v katerem nastopamo. Torej, s katerimi vzvodi, katerimi viri moramo razvijati naše poslovne sredine, da bomo lahko uspešni. In prav v tem modelu lahko menedžerji iščejo inovativnost v vodenju. Trimo iz Trebnjega je v Sloveniji sinonim za trajnostno rast in neprestano inovativnost. To dosegajo tako v tehnološkem kot v poslovnem smislu. V svojem razvoju so sistematično prehajali skozi opisane evolucijske faze. Trenutno so na prehodu iz učečega v misleče podjetje. Kako jim je to uspelo? Trimo je v slovenskem prostoru gotovo eno tistih podjetij, katerega se držijo pridevniki, kot je uspešno, dolgoročno, mednarodno uveljavljeno. Kako se je gradila zgodba o uspehu vašega podjetja? Najprej smo se vprašali, kje pa mi smo, kaj znamo in kam želimo priti. Na osnovi tega, se pravi na osnovi svojih znanj, kompetenc smo razvijali našo nadaljnjo pot. Evolucijski model poslovnih sistemov nakaže na to, da je pravzaprav potrebno v prvi fazi najprej pod kontrolo spraviti produktivnost, kakovost in na to šele lahko gradimo zgodbo inovativnosti. Ali je bil to neke vrste, je bila to ista dinamika tudi pri vas? Mi v Trimu smo se vprašali, kje smo in kam želimo priti, kot sem rekla. Vprašali pa smo se tudi, v kateri branži delujemo, na katerem področju delujemo, kakšne so značilnosti te branže in izhajajoč iz tega smo ugotovili, da delujemo v branži, ki stagnira oziroma ima zelo slabo konjunkturo. Za to vrstne branže je značilnost, veljajo nekatere značilnosti, predvsem kar se tiče zelo rigorozne kontrole pri stroških in seveda tudi kakovost. Vse, kar smo v Trimu nadgradili, to pa so bile stalne izboljšave, ki jih sistematično peljemo že od leta 1995 in pa tudi izjemno izrazita inovativnost in kreativnost pa je tisto, kar nam je dajalo ves čas dodaten elan za višjo uspešnost, kot je v panogi pa tudi v samem gospodarstvu. Kako to spodbujate znanjem? Kakšne pristope se je Trimo v vseh teh letih razvil in se jih posluževal pri gradnju zgodbe znanja in seveda potem kreativnosti in inovativnosti? Že od vsega začetka smo zelo jasno pripravili strategije. To strategijo vsako leto nadgrajevali skupaj s številnimi sodelavci. Na letošnji konferenci nas je bilo, strateški konferenci nas je bilo preko 70 ljudi, kjer iščemo najboljše poti za dosego naših ciljev. Vse te usmeritve smo potem komunicirali z vsemi zaposlenimi, tako da smo jim predstavili naše cilje in seveda tudi vse potrebne aktivnosti za dosego teh ciljev. To se mi zdi ključno, zaradi tega, ker ljudje morajo najprej razumeti, da lahko potem svoje aktivnosti in tudi svoje cilje primerjajo s cilji podjetja in seveda na ta način uresničujejo tudi sebe, ne samo cilje podjetja. To je pravzaprav že en del neke vrste internega prenosa znanja. S čim še krepite to izmenjavo, notranjo izmenjavo znanja? Mi delujemo v Trimu v številnih timih in že praktično od vsega začetka, od zgodnjih 90-ih let smo formirali začasne in stalne time, v katerih delujemo še danes. To so timi za razvoj izdelkov, tehnologij, marketing, kakovost, informatiko in tako naprej. In v okviru teh timov se potem ta znanja izmenjujejo. V teh timih sodelujejo zaposleni, pa tudi nekateri strokovnjaki z domačih in tujih inštitutov in v okviru teh timov peljemo potem tudi nekatere konkretne projekte.